Opažam, da je Anže v tvojih očih kot moški zrasel. Kaj se je zgodilo? Pa, mislim, da ne, ker sem ga pretepla. A ja. Da ni še. A da še ni? Da ni še. Še vedno je moja princeska. Si želiš moškega, s katerim boš nekako na enakem nivoju, eno avtoriteto, ki bo pa tebe z energijo bolj. Moram jaz za en to prav šport zbrati. Jaz sem vsem dober, samo boksu nisem glih to izbrala. Pač ne vem, mogoče sem jaz taka oseba, ki rada imam nekoga, da je zraven mene malo močnejši od mene, ne? Pa da ima kar nekaj reče, da to res naredi. Okay. Če bo rekel, danes ne bom pil in da to res naredi. Se je tle v zadnji skriva kakšna zgodba? Pretirava. Ja. Ampak je pa bilo zelo specifično, tako da verjamem, da je tukaj nekaj izkušnja za tem. Povej. Ona pač, jaz na primer, ne vem, spijem 6 kozarčkov, ona prav tistih spil 7. Ona vse prešteje. A jih ti tudi šteješ? Jaz nič ne štejem, jaz sam pijem. Ne, ni res, pač... Ona je ful tako pikantna, pa vse mora biti tako. Ne, ni da je vse po moje, nego pač... Jaz sem taka, če mi nekdo reče, da ne bo pil, pač držim ga za besedo. Pol za nalaž vprašam, če mi bo zlagal, da je spil 2 kozarca, pač jaz sem videla, da je bilo 3. Pol vem, da mi bo naslednji dan nekaj drugega lagal. A lahko slišimo to zgodbo? Kaj tle v zadnji? Lahko. Smo se zmenili za krst, da ne bo pil. Sem rekla, kje tam boš na soku. A boš? Ne, sam. Ja. Čakaj, zdaj jaz govorim. Smo se zmenili, da ne bo tam nič pil. Okej, to se je začelo vse. In obrnem se in že alkohol. Sem tako, okej, spet se ne držiš. Ni mi bilo ono, da res ne, da ne bo pil pa to vse. Pač okej, lahko pije. Sam, če mi nekdo reče, da ne, pač ne. Dobro, jaz sem tebi rekel za en dan, da ne bom, pa je boš drug dan, veš. Jaz sem ti rekel, da nam cel laj pil nič več. Ne, pač ne maram, ker nekdo, pač, kako bi to rekla, ne drži se za besedo. Ko se nekaj specifično dogovorita, potem je dobro, da se tega držita, zato ker na tem gradita zaupanje. Vsi so pili. Ne moram jih gledati, ko oni vsi pijejo. Anže. Dobro, mogoče to zdaj, alkohol je zdaj, a jutri bo mogoče nekaj drugega, veš. To jaz tako gledam. In to je ta povezava, o kateri sem prej govoril, se pravi, če ne moreš narediti tega, kar si rekel v enih okoliščinah, potem ti Hajdi ne more zaupati, da boš v drugih okoliščinah držal svojo besedo. Se pravi, če pride do neke situacije, kjer ti vidiš celo družino, kako pije, pa rečeš, jaz bi pa tudi, potem je stvar v tem, da lahko ti prekomuniciraš to za Hajdi. Se pravi, vem, da sem prej rekel, da ne bom pil, ampak so se okoliščine spremenile in jaz bi ful spil en kozarček ali pa 2. Ali bi mi ful zamerila, če danes pijem 2 kozarčka. In mislim, da bi bila, popravi me, če se motim, okoliščina popolnoma drugačna, kot če tega ne prekomuniciraš. Ja, itak nisem bila tam jezna, da bi to pokazala. Če te vprašam, koliko si pil, raj mi povej po resnici, ka vem. Če te vprašam, pol vem, koliko si spil. Ona v sebi. Tu, če se obrnem tako, vem, kaj. Ženska se pogovarja se zraven, reče to, zraven še mene gleda, zraven še dela 3 druge stvari. Lej, mi ženske lahko delava 3 stvari. Pač vi moški samo eno stvar. Tako in na to boljše, da računaš v takih situacijah, zdaj, ko se zavedaš, da se to dogaja. Gremo na odločitev. Anže. Pač že, ko sem vstopil, ko sem začel ta šov, sem pač prišel brez pričakovanj. Pač karkoli se je zgodil, je bil pač plus. In plus je bil ta, da sem doma njo, pa spoznal te čudovite osebe, ki so tukaj z mano. Pa da spoznam žensko, ki me bo lahko trpela cel life in to je bila ona. Mogoče tudi ne. Mogoče. Sem drugo obrnil. Še Hajdi pokaži.
Ajde, jaz sem presenečena. Seveda, da ne. Ali si vedela? Vedela sem. Da je bilo preveč težko. Ne vem, če bi lahko to trpela, da skozi nekoga nekaj na novo učim, da se nekdo ne drži ene besede. Odločitev je bila težka, pretežka, ali bom pokazala. Tako. Staja. Odlično. Obstaja.